Lokalne volitve 2022. Dober dan. V občini Dravograd na Rečnem Traberku živi okoli 8900 prebivalcev, polovica žensk, polovica moških. Tiste z volilno pravico v predvolilnem času nagovarja kar 5 kandidatk in kandidatov za županjo oziroma župana. In če jih želite videti, je danes tudi ta možnost. Soočenje si lahko ogledate tudi na Facebook profilu Koroškega radia. Vse naše kandidate, vseh 5 je prišlo v studio, lepo pozdravljam. Najprej pa vam bomo dali možnost, da se predstavite po naslednjem redu. Najprej obe dami, po abecednem redu je prva na vrsti Sonja Kemperl, izvolite. Hvala za besedo in lep pozdrav. Kot že rečeno, moje ime je Sonja Kemperl, originalno prihajam iz Kamnika, ampak sem že dobre 3 leta ponosna Dravograjčanka. Z veseljem sem nastopila kot kandidatka na letošnjih občinskih volitvah, ker sem mnenja, da nov val, nov pogled, svež veter vedno dobro dene povsod in vsakomur. Marjeta Podgoršek-Rek, tudi vi neodvisna kandidatka s svojo listo. Ja, moje ime ste že povedali, tako da tega ne rabim. Sem stara 51 let, prihajam iz Tribeja, sem po poklicu profesorica geografije in zgodovine in bi rekla to, da sem se odločila za kandidaturo posebej zato, ker sem vztrajna, delovna in verjamem v spremembe. Sledi tretji neodvisni kandidat s svojo listo in podporo Gibanja Svoboda, Anton Preksavec. Spoštovane poslušalke in poslušalci Koroškega radia, spoštovane občanke in občani občine Dravograd, verjamem, da se ne rabim posebej predstavljati, aktiven v lokalni skupnosti že vrsto let. Nazadnje kot podžupan naše občine Dravograd, v tem času smo skupaj spisali veliko število uspešnih zgodb, verjamem, da jih bomo pisali tudi naprej. Zato seveda vljudno povabljeni na volitve 20.11. obkrožite številko 2. Hvala. Rok Kotnik je strankarski kandidat Nove Slovenije, krščanskih demokratov. Najlepša hvala za besedo. Jaz bi to priložnost izkoristil, da bi pozdravil vse moje sokrajanke in sokrajane v Dravogradu. Kdor me še ne pozna, moje ime je Rok Kotnik in kandidiram za župana občine Dravograd. Sem človek, ki išče rešitve in zaradi tega sem se tudi odločil za kandidaturo. Hvala. Simon Šeneker, lista Franca Kanglerja, Nova ljudska stranka Slovenije, izvolite. Prvo bi lepo vas pozdravil, občanke in občani občine Dravograd. Kot veste, prihajam iz manjše kmetije, sem delovni človek. Pred 12 leti me je pot pripeljala na Koroško, ustvaril sem si družino in dom in meni se zdi, da je v občini Dravograd potrebne nujne spremembe, zato sem se odločil za kandidaturo. Hvala lepa. Gospa Kemperl, vaša najboljša karakterna lastnost? Vztrajnost. Gospa Podgoršek-Rek? Po moje pozitivnost. Gospod Kotnik? Kot sem že rekel, sem človek, ki išče rešitve, se pravi optimist. Gospod Šeneker? Trdo delo. Pa gospod v vlogi župana trenutno? Na dano besedo vedno izpolnim. Dosedanja županja Marjana Cigala je občino vodila od decembra 2002, skoraj 20 let, a ne kandidira več, zato vas je tudi toliko tukaj z mano, sem prav vesela. S tem je povezana tudi sladkopisna šala, najbrž ste jo že vsi slišali, na Koroškem je kronično pomanjkanje zdravnikov, v Dravogradu pa ste v prednosti, saj imate v zdravstvenem domu veterinarko. Z oktobrom je namreč prevzela vodenje zdravstvenega doma Dravograd, izgradnja nove ustanove, da ali ne, pa je najbolj vroče predvolilno vprašanje. Kar nekaj vaših občank in občanov me je klicalo včeraj in reklo, da ne boš pozabila zdravstvenega doma in želeli bi si odgovor na vprašanje, da ali ne, nova zgradba ali obnova stare. Kaj pravite, gospod Preksavec? Hvala za besedo. Seveda, nova zgradba se bo zgradila. Mi planiramo izgradnjo novega zdravstvenega doma z lekarno in vsemi dodatnimi vsebinami na platoju trgovsko-poslovnega centra na Meži. Trenutno sestavljamo finančno konstrukcijo, imamo pripravljeno vlogo za ekosklad. Ko bomo dobili odobritev strani ekosklada in zaključili finančno konstrukcijo, bomo objavili razpis za izvajalca, računam nekje do decembra, se pravi, da se začne fizično izgradnja v naslednjem letu. Kaj pravite, gospod Šeneker, glede zdravstvenega doma? Meni se zdi, da ni potrebe po novem zdravstvenem domu. Potreba bolj obnova. Prejšnji teden sem peljal otroke gor in vidim večji problem. Jaz kot oseba, 12 let, kaj sem na Koroškem, nimam osebnega zdravnika. Kar je problem to. Potrebno se združiti z Ljubljano, ministrstvom, da dobimo novi kader, delovni kader. Če je potrebno, iščemo v tujini, omogočimo jim stanovanje, da bodo dobili vsi, ki so upravičeni do zdravnika. Hvala lepa. Gospod Kotnik?
Sam nisem a priori proti gradnji novega zdravstvenega doma. Je pa res to, da imamo v svojem programu napisano to, da je potrebno gradnjo zdravstvenega doma revalvirati. Kaj to pomeni? Da želim, da se projekt zdravstvenega doma zasnuje na tak način, da bomo v novem zdravstvenem domu omogočali dodatne storitve, ki jih mogoče na Koroškem primanjkuje. Tu govorimo mogoče o magnetno-resonančnem slikanju, rentgenu in podobno. In to je to, ki bi mogli že tekom priprave projekta narediti ustrezno analizo trga, na podlagi katerega bi lahko potem tudi cel projekt zasnovali in s tem naredili res nov kakovosten zdravstveni dom. Zdaj, da bomo samo zgradili nove zidove, mislim, da s tem ne bo občina Dravograd pridobila na neki zdravstveni oskrbi. Hvala. Gospa Podgoršek Rek. No, tudi v našem programu imamo zapisano nov zdravstveni dom z nadstandardnimi programi in vsekakor si tega želimo. Res pa je, da imam pomisleke glede same lokacije zaradi dostopnosti in tudi verjamem, da bi se lotila ponovne analize te lokacije, kako bi vplivala na, bi rekla, na dostopnost, na okolje. Želim si prostorskega načrta, preko katerega bi seveda potem tudi lahko ugotovili, a je smiselno v tistem okolju sploh imeti zdravstveni dom ali ne. Čeprav sem bila sama ena izmed tistih, ki smo v občinskem svetu potrdili ta del tudi občinskega pravzaprav zdravstvenega doma, ampak me vedno bolj skrbi dostopnost pacientov do zdravstvenega doma. Že sedaj se recimo trenutno srečujemo z velikimi težavami glede tega, ker nimamo dovolj parkirnih mest in to me skrbi. Še gospa Kemper? Rešitev nastale zdravstvene situacije v občini Dravograd ni zanemarljiva. Sem pa mnenja, da je potrebno iti v iskanje novih kapacitet, novih prostorov, ne pa za vsako ceno. Trenutna lokacija definitivno ni primerna, ne samo zaradi dostopnosti, ampak tudi zaradi ostalih dejavnikov, ki vplivajo na samo izvedbo te storitve. Nedaleč stran imamo mnogo bolj primerne lokacije, ki pa zaradi različnih interesov niso trenutno prišle v poštev. Poleg tega je pa pri taki zadevi treba narediti in stopiti z majhnimi koraki. Naprimer, mislim, da bi se zadovoljstvo nad zdravstveno oskrbo v občini Dravograd bistveno povečalo že s tem, da bi končno nekdo dvignil telefon in se oglasil in se dogovoril za termin z izbranim zdravnikom. Hvala. Gospod Preksavec replicira komu? Tako, za zdravstveni dom so bili izdelani vsi dokumenti, tako DIP, se pravi dokument identifikacije investicijskega projekta, kot investicijski projekt, bil dvakrat potrjen na občinskem svetu. Vsi deležniki, se pravi zdravstveni dom, lekarna in vse ostale nadstandardne dejavnosti so sodelovali pri pripravi osnutka, pri pripravi projekta. Mi smo lastniki ploščadi na TPC Meža, zadeva je pripeljana, bom rekel, že čisto do zadnjega koraka. Imamo tudi, bom rekel, sofinancirane strani Ministrstva za zdravje. Naša občina je ena izmed redkih, ki ima 5 zdravnikov, bom rekel, mladih, imamo pediatrinjo, imamo 4 družinske zdravnike, kar je, bom rekel, nadpovprečen uspeh ene občine. Gospod Kotnik, replika. Zdaj, kar se tiče zdravstvenega doma kot takega, jaz se strinjam z gospod Kemperl, ko govorimo o tem, da se pač v zdravstvenem domu zdravniki ne javijo. Res je to, kar je gospod Preksac povedal o številu zdravnikov, ki jih imamo v občini, je res. Ampak je potrebno se pa zavedati tega, da če mi rečemo, da bomo naredili zdravstveni dom nov, pa če je trenutno oblast naredila vse potrebne dokumentacije, še to ne pomeni, da je to najboljša možna rešitev. Sam sem mnenja, da je potrebno res na novo pregledati projekt, oceniti, kaj je smiselno zgradnja novega projekta. Na koncu je tudi potrebno upoštevati potopljene stroške. Se pravi, če mi ugotovimo, da ta projekt v tem momentu ni smiseln tako, kot je pač potrebno iskati nove rešitve. Če je to pomeni manjši strošek, kot pa to, da nadaljujemo s tem projektom, sem za to drugo rešitev. Hvala. Gospa Podgoršek Rek. No, glede na to, da sem bila ena izmed tistih, ki smo to potrdili, pa sem zdaj malo vedno bolj skeptična glede tega. Moram reči, da tako kot sem zapisala v programu, strateško razvojni načrt je tisti, ki bo povedal, kje je pametno graditi, kje se bo gradilo, kakšne želje imajo občani in glede na to lahko mi naredimo neko analizo, tudi finančno, in se potem odločamo. Gospa Kemperl. Ja, jaz bi dodala samo še dvoje. Glede na to, da imamo zadosti zdravnikov, zakaj potem naši občani in občanke izbirajo osebne zdravnike v sosednjih občinah, najverjetneje zaradi kvalitete storitve. Druga stvar pa je, zakaj so se odločili, da se bo gradil zdravstveni dom na trenutni lokaciji, ker z gradnjo zdravstvenega doma ne bomo in ne moremo reševati obstoječih problemov, ki jih imajo lastniki in podnajemniki v tej zgradbi. Gospod Čeneker.
Jaz bi pa rad povedal, strinjam se z Sonjo, treba poiskati kader, skridam se z Rokom, treba narediti revizijo projekta. Mene pa samo zanima vprašanje, koliko je v naši občini proračun in s katerimi sredstvi bomo izgradili ta dom. Mi lahko kdo pove, definira, koliko bo nas prišel zdravstveni dom. Hvala lepa. Ja, ne moremo prekiniti te debate. Gospod Preksavec se je prijavil še na Seveda lahko repliko. povemo vrednost investicijska, okoli 5 milijonov evrov. Čakamo, kot sem povedal, še odločbo Ekosklada, ko bo odprt razpis. Sofinancerski del države je znan, ostalo bomo pokrili z kreditom. Še enkrat, imamo zdravnike, če bomo delali študije, se lahko zgodi, da bodo ti zdravniki odšli stran. Projekt zdravstvenega doma se ustvarja že 2 mandata, velika večina oziroma prisotna je sodelovala pri tem, pred njo tudi ostali, tako da če bomo delali samo študije, mislim, da ne bomo prišli daleč. Gospa Podgorški Krik. No, glede na to, da so moji predhodniki malo pošimfali zdravstveni dom, bom pa jaz rekla, da bom vseeno pohvalila delo v zdravstvenem domu, kajti meni osebno se zmeraj oglasijo, pa ne vejo, kdo kliče. Res je, da večji del komuniciram preko e-maila. Vidim pa tu eno veliko težavo ravno pri starejših ljudeh, zato ker digitalizacija današnja v zdravstvenem domu je primerna le za mlade in tu vidim mogoče pri starejših težavo v komunikaciji, mlajši pa mislim, da čisto lepo lahko komuniciramo in sem zadovoljna. Poprečna starost v Dravogradu je nad slovensko povprečno starostjo in sicer 44,6 leta napram 43,6 v Sloveniji. Gospod Kotnik, še vi eno repliko na vročo temo zdravstvenega doma. Torej, v proračunu, koliko sem sam spremljal načrte razvojnih programov, je planirani 2 milijona v 2023 in 2 milijona 2024 za gradnjo novega zdravstvenega doma, kar bo pomenilo, da bo to imelo kar znaten vpliv na ostale projekte. Sam sem mnenja, da vsako stvar, ki se gre v izgradnjo sploh tako velikega projekta, kot je zdravstveni dom, je potrebno konkretno analizirati. Ne govorim tule, da moramo imeti neomejeno časa, da to delamo. O tem ne govorim. Govorim pa samo o tem, kar je tudi bila praksa v preteklih letih v občini Dravograd, da se projektu ni konkretno analiziralo, ni konkretno pogledalo pluse in minuse določenega projekta, zato pa smo mogoče danes tam, kjer smo. Gospa Kemperl. Ja. Še ena replika z moje strani. Govori se o javno-zasebnem partnerstvu tudi pri izgradnji zdravstvenega doma. Jaz sem mnenja, da ne glede na to, kako se bo gradil zdravstveni dom v javno-zasebnem partnerstvu ali kakorkoli drugače, da to vrstne oblike na nivoju občine z institucijami, ki so bistvenega pomena za vsakdanje življenje, pa ne bo to zdravstveni dom, vrtec, gasilski dom, ne bi smele biti financirane oziroma se ne bi smele odvijati na to vrsten način. Imamo zastarelo zakonodaje iz leta 2006 na tem segmentu in mislim, da nismo dorasli oziroma da se ne smemo spuščati v to vrstne rizike, kakršni lahko nastanejo pri takih projektih. Hvala, gospod Šenekar, še vi? Tako kot sem omenil, če že toliko proračuna gre za to, jaz bi bolj namenil to rad za vrtce, za kakšne druge ustanove, kot smo rekli, da bi se enakomerno razporedil denar. Kot veste, kaj se dogaja v naši občini in dal bi besedo tudi drugim, da bi še kakšno repliko dali. Vroča tema se še kar ne bo končala. Še damo možnost eni repliki. Glede gradnje, gospa Kemperl je omenila javno-zasebno partnerstvo, zdravstveni dom se ne bo gradil po tem modelu, ampak je model, bom rekel, financiranja strani občine. Gospoda Kotnika bi mogoče vprašal, pri koliko projektih je sodeloval in kateri v občini Dravograd pa niso bili narejeni tako, da niso bili, bom rekel, ustrezno verificirani. Ne nazadnje, Nova Slovenija je v občinskem svetu že od same ustanovitve občine Dravograd, se ne spomnim kakšnih posebnih pripomb ne na proračun, ne na sprejemanje bilo katerih projektov. Gospod Kotnik, izvani ste bili. Ja, hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje, gospod Preksavec. Sam nisem bil član občinskega sveta, res pa je, da je Nova Slovenija imela svetnika v občinskem svetu. Sam pri nekih projektih nisem sodeloval, zato ker nisem del trenutne občinske strukture. Govorim o sebe, ker sem jaz kandidat. Kar se tiče pa teh projektov, ko jih gospod Preksavec omenja, konec koncev največji projekt, ki je bil v zadnjih letih realiziran od Dravograda, je oskrba s pitno vodo, pa še danes imamo velike probleme z kakovostjo pitne vode, tako da tule je en projekt, kjer vidim, da bi bile možne boljše rešitve. Hvala. Zaključili smo en sklop vprašanj. Zelo vroča tema, kot sem rekla.
Nadaljujemo s turizmom. Najbolj hitro razvijajočo se gospodarsko panogo v svetu. Skozi Dravograd vodi ena najbolj obljudenih kolesarskih poti, Dravska kolesarska pot, ki je v sosednji Avstriji izkoriščena, dober vir dohodkov. Kako je s tem v Dravogradu? Koliko možnosti za razvoj dodatne ponudbe vidite in kaj boste postorili v prihajajočem mandatu? Pa kar gospod Šeneker. Kot veste, kolesarske ceste se gradijo po Dravogradu na neprimeren način. Zakaj ne bi povezali kolesarske ceste z turizmom? Poglejte si na primer, če zdaj Avstrijec pride sem k nam, ki se bo ustavil, ki bo kaj pojedel, ki bo kaj spil, ki bo videl kaj. Meni zdi, da se bo samo čez pelo in gnar gre mimo nas, kar bi ga lahko izkoristili. Meni zdi, da je treba na efektivni način povezavati kolesarske ceste, tako recimo, ko je moj predlog. Trbonsko jezero, dvorec Bukovje, Koroška zadruga. Idealna lokacija. Vem, da so velike komplikacije, zatem bi tudi rešili, obnovili kolesarsko obstoječo cesto ali pa še mogoče za lokalni promet uporabili. Hvala lepa. Gospod Kotnik. Hvala lepa. Turizem je, bom rekel, v Koroški regiji panoga, ki najbolj napreduje, vendar Dravograd v tem slučaju zaostaja. Dravska kolesarska pot, ki gre čez Dravograd, danes sem gledal spletno stran te kolesarske poti v Dravogradu, in na tej spletni strani ponujena zgor ena taka stvar, ki jo lahko pač te kolesari pogledajo, in to je dvorec Bukovje. Prav tako na infotočki, ki jo imamo v Dravogradu, ko se pride kolesara oziroma nek turist ostaviti, dobi A4 list, na katerem piše vse koroške pač znamenitosti, ki jih lahko kolesar pogleda. Pa bi bilo smiselno, da se razmišlja v tej smeri, da damo vsi na naši infotočki v našem mestu nek A4 brošuro ali kaj podobnega, kjer bodo znamenitosti, ki jih je možno v Dravogradu ponuditi. Sam sem mnenja, da turisti oziroma kolesari, ki bodo šli v Dravogradu, se bodo v Dravogradu ustavljali zgolj takrat, ko bodo imeli v Dravogradu kaj početi. Trenutno je pač možno samo to, da spijejo v Wolfa eno pivo in grejo naprej v Radlje. Sam sem mnenja, da moramo ponuditi druge storitve, turistične storitve, ki bodo atraktivne za našo občino, ki bodo atraktivne za turiste, da bojo konec koncev v Dravogradu pustili tudi nekaj sredstev. Tule imamo v mislih projekt Brodar čez Dravo, mogoče tudi eventualno wellness bazen, recimo tudi pohodna pot po Kozjaku in kaj podobnega. Ampak to so pa zgolj ideje, ki jih imamo, ko bomo pa prišli, koliko bomo izvoljeni, bomo pa seveda šli v iskanje nekih atraktivnih turističnih atrakcij, ki bi bile zanimive za naše turiste, ki grejo čez Dravograd. Hvala. Gospa Podgoršek Krik. Hvala. No, jaz sem že včeraj na soočenju tudi povedala, da turizma v Dravogradu ni. Nujno potrebno vidim to, da se bi povezali s sosednjimi koroškimi občinami in ustvarili skupne turistične produkte. Mogoče bi organizirali tudi javni prevoz za tiste turiste, ki pridejo v naše kraje in so tu pri nas vsaj 2 dneva, kot po vzoru recimo sosednjih, bi rekla, držav Avstrije, Italije. Potem vidim veliko možnost, seveda tudi pri oživitvi, bi rekla, Dravograda, samega starega trga, potem starega gradu, s kakšnim kulturnim potencialom bi se lahko ukvarjali v tistem delu. V tem trenutku smo recimo s participativnim načrtom nekako budili stari grad. Res pa je, da je velika težava pri tem, zato ker je bilo narejeno, rekla po moje, malo nenačrtno. Ograja sama sploh ne ustreza po moje varnostnim ukrepom, tako da tu sem malo zaskrbljena. Potem si želim obnove planinskega doma Košenjak, tudi zaradi tega, ker je to ena pomembnih točk na Kozjaku, kjer bi se lahko razvijal tudi gorski turizem, gorsko kolesarstvo, imeli bi e-polnilnice. Žal mi je tudi, da planinski dom Košenjak je imel pred letom dni možnost, da bi se obnovil, pa žal se ni obnovil, pa so bila na voljo evropska sredstva tudi za to. Je pa seveda možnosti veliko. Sama vidim veliko priložnosti z dvorcem Bukovjem kot kongresni turizem, potem športno-ribolovni turizem ob reki Dravi. Urediti bo treba vsekakor tudi plovnost reke Drave, če želimo razvoj turizma, in še bi lahko naštevala. Gospa Kemperl. Hvala.
Kar se tiče turizma in občine Dravograd, smo resnično malo oziroma preveč zaspali. Definitivno je treba najti spodbudo in motivirati posameznike tudi z usmerjevalno politiko. V občini Dravograd imamo ogromno kmetij. Same po sebi se kmetije dan danes teže preživljajo. Z dopolnilnimi dejavnostmi, kot je s kmečkim turizmom, s prodajo izdelkov na domu, z nudenjem nočitvenih kapacitet, bi definitivno ne samo sebi omogočili razvoj in preživetje, temveč s tem tudi polnili občinsko blagajno. Ne bom omenjala na tem mestu, kakšne izzive imamo in imajo osebe, ki se želijo s tem ukvarjati pri priglasitvi dejavnosti, pri pridobitvi dovoljenj, ker v prostorskem načrtu tovrstnih idej in rešitev zaenkrat še ni. Bom pa poskrbela, da definitivno bodo. Druga stvar, poleg vsega, kar so moji predhodniki že našteli, treba je oživiti mestno jedro. Ker to je prva slika, prva podoba, ko pride turist, ko pride gost iz sosednjih držav oziroma iz sosednje države k nam. Kolesari, ki pridejo v Libeliče, nimajo možnosti postanka, razen dobre volje domačinov, da jim natočijo kozarec mošta. V večjih programih, ko sem malo analizirala sliko preteklih let, je bilo že omenjeno, pa Libeliče do danes nažalost še nimajo to vrstne lokacije, kaj šele prehoda za pešce, ki je bil tudi že obljubljen in pomeni tudi za varnost turizma in lokalcev. Hvala. Gospod Preksavec. Sam nisem tako črnogled, sem ponosen na svojo občino, na vse naravne danosti in lepote svojega kraja. Res je, da je turizem, bom rekel, organska stvar, ki raste z leti. Turizem delajo ljudje in če bom izvoljen, imam seveda namen tudi na tem področju ustvariti neko ekipo, ki mi bo svetovala. Sam nisem ekspert za turistično dejavnost, tako da verjamem, da z ustrezno ekipo bomo znali narediti nek preboj. Drugače občina Dravograd, bom rekel, namenja za turizem v tem proračunskem letu dobrih 370 tisoč evrov, od tega je večina šla za obnovo nekdanjega mejnega prehoda v Libeličah, kjer bo nastala turistična informacijski center, tudi en manjši hostel, kjer bo lahko prespal kakšen kolesar. Število nočitev v Dravogradu do konca septembra tega leta je približno 7500, od tega je nekje ocenjeno 2500 kolesarjev. Jaz mislim, da se kolesar ne ustavi samo na pivo pri omenjeni gostilni v Trgu, ampak da zavije tudi v Libeliče, da zavije do dvorca, da se mogoče ustavi v Trbonjah, si ogleda staro kovačijo, da se zapelje do Roševingrada Traberg, ki je bil letos na novo odkrit. Glede ograje, ne vem, verjamem, da je narejena v skladu s vsemi standardi, v tem naj sodijo strokovnjaki. Tako da pred nami so številni izzivi, jaz verjamem, če bomo stopili skupaj, da jih bomo seveda znali rešiti in Dravograd tudi z novimi vsebinami. Ne nazadnje nameravamo odkupiti zemljišče pri hidroelektrarni Dravograd, zgraditi en manjši kamp ter kopalni bazen in s tem dati neke dodane vrednosti turizmu. Gospod Čenek, replika. Jaz bi rad repliko dal. Gospa je omenila prej Košenjak. Ne vem, mi smo delali na Smrkovcu en dom, tam je bilo 80% nepovratnih sredstev. Bi rad vprašal te moje kandidate, zakaj se ni na Košenjaku porabila to sredstva. Druga zadeva, v Črni smo izgradili zelo dober dom za kolesarje, od spodnjem delu se popravljajo gori prenočišča, idealna lokacija pri nas tudi, ne? Kot je menil Tonček, kopališče. Ne? Zakaj ne bi naredili na tak način kot Reš doli v Trbonjah, idealna lokacija. Vem, da je natura, samo treba se potruditi. Ne vem, je kdo stopil slučajno do kmeta pri Trebonskem jezeru, kaj je hotel ustvariti? Hotel narediti glempik hiške, mu niso prisluhnili. Hvala lepa. Gospod Kotnik, replika. Hvala lepa. Gospod Preksavec je govoril o tem, da ni črnogled za Dravograd. Vse tudi mi nismo črnogledi. Jaz verjamem, da ima Dravograd velik potencial in da v Dravogradu je možno marsikaj razviti. Prav tako je govoril gospod Preksavec o ekipi, ki bo jo sestavil po volitvah, ki pa je bil zadnjih 8 let, ko je bil podžupan. Hvala. Gospod Preksavec, izzvani ste. Očitno veliko krat danes, najprej gospodu Šenekerju. Trbonsko jezero ni, bom rekel, v celoti v občini Dravograd, velik del ga je v občini Uzenica. Tudi po OPN-ju, tako Dravograjskem kot Uzeniškem, seveda ni tam opredeljena turistična dejavnost, tako da je to verjetno skoraj nemogoči projekt, kar se tiče moje dejavnosti v turizmu. Kot sem že povedal, sam v tem nisem bil doma, sem bil zadolžen za družbene dejavnosti, tudi Nova Slovenija, seveda sem rekel že 30 let, pa če želiš, lahko naštejem zadnje 3 projekte, ki ste jih predlagali v tem mandatu, stopnice z naselja Meža, ureditev ceste v naselju Vič, se pravi dostopa do stanovanjske hiše in tako naprej. Pozabili ste voznico. Tisto Nova Slovenija ni predlagala. Počasi zaključujemo ta sklop turizma.
tudi vroč zgleda. Gospod Čenekar, vi ste še želeli? Ja, bi dal še Tončeko kakšno repliko, lepo prosim, če smo že tu, če smo že sokrajana v Trebonjah, ne? Kot veste, drugo leto se začne Drava, ima projekt obnovite oziroma Trebonjskega jezera. Zakaj ne bi naredili na tak način, kot v Kidričem doli, ko imajo stopnice pa to? Vem, da se vse lahko dogovorimo, vse se da, vse se z zdravskimi elektrarnami, vse se da z okoljevarstveniki. Vsi najdemo neki kompromis. Zakaj ne bi pomogli občini Dravograd, da na tak način rešimo stvar? Hvala lepa. Gospa Podgoršek Rek? Ja, jaz bi pa mogoče še omenila to, da mi imamo javni zavod Dravit, ki se ukvarja s turizmom, čeprav včasih imam bolj občutek, da se ukvarjajo, rekla tudi z gradbeništvom, kar ni njihova osnovna panoga, čeprav sem zelo vesela, da sami stopijo skupaj, sami kaj naredijo, ampak mislim, da je namen javnega zavoda Dravit predvsem to, da promovira turizem. Žal mi je tudi to, da je občina pred leti odstranila iz sveta zavoda Dravit predstavnika turističnega društva. Kajti mnenja sem, da morata turistično društvo in pa javni zavod Dravit sodelovati z roko v roki. Gospod Preksavec, vi ste želeli? Pozabil sem prej omeniti planinski dom, res, da je bil razpis pred leti, ampak je bil napisan tako, da so se nanj lahko prijavili samo, bom rekel, planinska društva. In zdaj, kot veste, takšne investicije grejo v par 100 000 evrov. Ko smo iskali rešitve, nikakor seveda planinsko društvo Dravograd ni moglo zagotoviti svojega sofinancerskega deleža, zato se k tej zadevi ni pristopilo. Akteri, ki so pri tem sodelovali, tako predsednik društva, vsi ostali vedo, kako smo se trudili, ampak zadeva ni šla. Mi se bomo prijavili na prvi eko razpis, ki bo, da gremo v sanacijo, bom rekel, same stavbe. Želimo tudi po programu na Košenjaku postaviti en razgledni stolp, tako da delajo se stvari in jaz verjamem, da se razvijajo prav smer. Gospa Kemperl? Ja, jaz bi vsem povedanem dodala še nekaj, kar se v zadnjih tednih v teh predvolilnih bojev nismo pogovarjali. Premalo zanemarjam oziroma preveč zanemarjamo most pred Ribiškim domom, ki je zaprt. Potrebna bi bila minimalna obnova, s tem bi povezali oba dva bregova. Prepričana sem, da mlade mamice in starejši bi z veseljem šli skozi reko na sprehod in obiskali okoliške znamenitosti. Premalo poudarjamo tudi, da v Dravogradu imamo veliko močnih društev, ki se ukvarjajo tako z lovstvom, kot ribištvom, kot sadjarstvom in drugo. In premalo imamo povezovanja. Ne bom rekla, da ga ni. In to, kar je izredno kvalitetno in uspešno. Ampak samo z malo dobre volje bi to lahko nadgradili in povabili ne samo okoliške občine na slovenski strani, temveč tudi na avstrijski. Gospod Čenekar? Še enkrat bi rad repliko. Na Smrkovcu so Planinska zveza je moče lastnik gori, ampak lokalni pa ima v najemu. On je sam ga zagotovil si sredstva, vzel kredit, da bo dal 30 evrov in najemnino plačuval skozi 25-letno pogodbo. In kaj je uredil? Uredil je celotno stavbo, zgradbo, investicija mogoče 150 000 evrov, a se odvija, ljudje hodijo gor, imajo se kam zateči. Hvala lepa. Mogoče bi še samo jaz dodala pri planinskem domu, če lahko. Sama sem tudi planinka, članica planinskega društva in vem, da se planinsko društvo zelo močno trudilo, da bi prišlo do tega denarja, pa žal nekako niso uspeli priti skupaj z občino. Takšna je moja informacija. Hvala, gospa Podgoršek Rek, pa še gospodu Preksavcu in potem zaključimo ta sklop. Bom rekel, razlika med ostalimi planinskimi društvi in našimi je v tem, da je lastnik objekta na Košenjaku občina Dravograd in če je razpis pisan za planinska društva, se dejansko potem planinsko društvo kot tako ni moglo seveda prijaviti. In kot sem povedal, denarja v trenutnem proračunu ni bilo, bo se pa zadevi seveda pristopilo v naslednjem mandatu. Tako da zadeve, bom rekel, še enkrat tečejo normalno naprej. Spoštovane, spoštovani, poslušate prav zanimivo soočenje kandidatov in kandidatk za župana v Dravogradu. Vroč stol je tole, nadaljujemo po krajši pauzi, ostanite z nami. Lokalne volitve 2022. Poslušate soočenje kandidatk in kandidatov za županski prestol v Dravogradu. Nadaljujemo pa z vprašanji vaših potencialnih volivcev in volivk. Dva sta, ena potencialna volivka in en potencialni volilec. Poslušali bomo prvo vprašanje in potem takoj odgovarjali.
Kdaj je v načrtu obnova že desetletja pozabljenega blokovskega predela na Mariborski cesti? Asfaltne površine so v celoti dotrajane, z globokimi jamami, prav nevarne, ni parkirnih površin, avtomobili so parkirani celo na cesti. Mislim, da na to vprašanje konkretno bi lahko najbolje odgovoril gospod Preksavec, glede na to, da ima pogled v to vrstno dogajanje na občini in na plane, ki so predvideni. Dejstvo pa je, da se vsi zavedamo, ne samo na Mariborski cesti, temveč na celotnem področju Dravograda, da imamo izzive s parkiranjem, z nepovoznimi pločniki in z dostopnostjo do javnih institucij, ki so prepotrebne za naš vsak dan, in tudi z dostopnostjo pri določenih domovih oziroma do individualnih hiš ter blokovskega naselja. Ureditev infrastrukture kot take, po mojem mnenju, ne bi smela biti prioriteta predvolilnih bojev. Zakaj? Zaradi tega, ker je občina dolžna zagotoviti vsakodnevne potrebe, zadostiti in zadovoljiti vsakodnevne potrebe občanov in občank. In med drugim temu pripisujem tudi cestno infrastrukturo. Bo pa definitivno, takoj ko nastopim županski stolček, ena izmed prvih nalog, da analiziram, kakšne obljube so bile dane in kako so se izpeljale. Kajti mnenja sem, da tisto, kar je bilo že dogovorjeno, da mora biti tudi izvedeno. Ureditev parkirišč oziroma cele Mariborske ulice je bilo vprašanje naše poslušalke. Mogoče gospod Preksavec nadaljujete. Sicer nisem slišal vprašanja, verjetno so mišljena parkirišča pri blokih na Mariborski cesti. Mi bomo tam izvedli obnovo kanalizacije in vodovoda. Res je, da to traja že dalj časa zaradi, bom rekel, zelo težavnega pridobitve soglasje, ker morate vedeti, da so to zemljišče med temi bloki je v lasti etažnih lastnikov. Sedaj smo si pridobili, mislim, da 90% teh soglasij in verjamem, da bomo v naslednjem letu to tudi obnovili. Parkirišča so res, bom rekel, pereča, ne samo na Mariborski, tudi na Robin dvoru. Pred leti je že bila izvedena anketa na Robin dvoru, če bi se zgradila garažna hiša, koliko ljudi bi pa bilo pripravljeno tam zakupiti prostor ali ga vzeti najem. Odziv je bil zelo slab, verjetno bomo v naslednjem letu to anketo ponovili in če bo odziv nekje, bom rekel, pozitiven, se bo seveda poiskalo investitorja, ki bi to garažno hišo zgradil in na to oddal najem oziroma dal v odkup. Gospa Podgoršek Rek. Ja, jaz bom rekla, da sem leta 1995 živela še pravzaprav leta 2005 živela še na Mariborski cesti in stanje je še zmeraj takšno, kot je. Zato si resnično želim, da se ta del tudi obnovi. Moram reči, da so ogromno projektov, posebej infrastrukturnih, je še zmeraj v NRP-ju, ki se jih še niti dotaknili nismo. In moja prva želja je, da se najprej zgradijo stvari, ki so v NRP-ju že dolgo let. Sama sem v občinskem svetu 4 leta in 4 leta imamo v načrtu določene ceste. Nazadnje sem pregledala recimo pri polletnem poročilu in ugotovila, da recimo 12 cest se je nekaj naredilo, 10 cest, ki je pa v NRP-ju, se pa niti dotaknili nismo. Pa smo vsako leto dali denar v te zadeve, pa nismo naredili kaj. Res se je sedaj recimo začela delati tudi kolesarska pot, tam pri krožišču pravzaprav pri križišču za Libeliče. Tam se dela kolesarska pot, ki je presegla maksimalne vrednosti, mogoče zato, ker so tukaj zraven tudi evropska sredstva. Me pa skrbi, ker govorimo o tem, kako bomo reševali promet v našem kraju. In koliko vem, govorimo tudi o tem, da bi tam naredili krožišče ali en odstavni pas. In imam spet občutek, da bomo potem, ko bo kolesarska zgrajena, kolesarsko uničili in naredili nov odstavni pas in spet na novo delali kolesarsko. In tega je mene strah. Gospod Kotnik, kako vi vidite Mariborsko cesto? Ja, res je, jaz se strinjam z poslušalko, ki je govorila o tej problematiki na Mariborski cesti. Se pa strinjam tudi s tem, kar je bilo povedano. Treba je gledati stvar celovito in kolikor se bo delala tam kanalizacijska in vodovodna infrastruktura, je treba v sklopu tega projekta zapeljati potem tudi ureditev teh parkirnih mest oziroma ceste na Mariborski cesti. Res pa je, da problem za parkirišče ni samo na Mariborski cesti, je tudi na Meži in tudi na Robnem dvoru. In ko govorimo o neki garažni hiši, ki je gospod Preksavec omenil, to je pač predlog, ki ga imamo tudi mi napisan
zapisano v programu. Zdaj, če govorimo o tem, da je bil pred leti slab odziv na anketo, jaz sicer te ankete nisem čutil, nisem nikdaj videl, teda težko zdaj govorim o tem. Verjamem pa, da če je zasnovan projekt na tak način, kjer je možen tudi najem za lastnike stanovanj oziroma najemnike stanovanj na Robnem dvoru, bo tudi ta projekt lahko enkrat realiziran in s tem bomo dvignili kakovost življenja na Robnem dvoru, pa potencialno bomo iskali tudi druge možne projekte, ki bi pri drugih blokovskih naseljih ali pa več stanovanjskih naseljih iskali rešitve v obliki podzemne garaže. Ni zgolj to, da bomo omejeni zgolj na Robnem dvor, obstaja tudi Mariborska cesta, Meža in podobno. Tako da, kot sem že prej govoril, iščem rešitve, iščem nove, bolj inovativne možnosti, ki so za Dravograd možne in to je to. Hvala. Gospod Čeneker. Rad bi omenil, da sem pod stroki, se veste, kaj gradbinc, ne? In da se vse naredi, vse se da rešiti. Me zdi, da od mojih kandidatov se ni doben takno teme vodovoda. Kot veste, na Robnem dvoru Mariborski imamo probleme vodovod, ni samo ceste, ampak kaj druga. Strinjam se z Rokom za garažno hišo, zakaj pa ne, če ljudje so potrebe po takem, ne? Prosim, če bi se tudi lahko dotaknili kakega kolesarske povezave glede prometa. Kdo replicira mogoče? Gospod Preksavec. Ja, repliciral bi gospe Rek, ki je omenja projekte, ki so že dolgo v načrtu razvojnih programov. Res je, da so določene odseki že kar nekaj časa uvrščeni. Velikokrat, bom rekel, so problemi z lastništvom zemljišča. Včasih se zadeve dajo urediti, včasih traja, bom rekel, tudi več mandatov, da se dogovorimo o prenosu zemljišč, kjer poteka javna cesta, ne si bo občinska ali gozdna, v last občine. Zdaj, glede, bom rekel, ostalega vodoskrbe, pa če bo kakšno vprašanje, bom seveda z veseljem odgovoril. Gospa Podgoršek Rek. Ja, mogoče bi to dodala, da veliko težav imamo s parkiranjem tudi v samem trgu Dravograda, posebej zato, ker Dravograd postaja spalno naselje. Namesto, da bi se zadeve uredile na tak način, da bi oživili trg z malimi podjetniki, z gostinci in tako naprej, pa dajemo v trg stanovanja in moramo seveda stanovalcem zagotoviti parkirišča in to jaz vidim veliko težavo. Gospod Čeneker. Tako kot soglasja menite, to je največja težava, kaj je pri nas, ne? Soglasja. Ne vem, občina Prevalje ima soglasja, pridobi soglasja takoj, ker dajo odškodnino. Kaj pa v naši občini? Jaz bi se malo vprašal, zakaj moramo mi ceste, ki smo lastniki, odmeriti za zastonj? Gospod Kotnik. Modus operandi v naši občini je bil tak, da so delali projekte zgolj tiste, ki so bile zanimive za določeno skupino ljudi. Sam sem mnenja, da je treba gledati naprej, seveda jaz se ne nočem ukvarjati toliko s preteklostjo, sam želim pripeljati oziroma delati projekte, ki bodo pripeljali občino Dravograd na neko novo raven, na raven perspektive, razvoja in optimizma med samimi Dravogrečankami in Dravogrečankami. Gospa Kemperl. Kaj pa jaz pogrešam, glede na to, da zelo težko ocenjujem, kaj je bilo v preteklosti storjeno in rečeno ter obljubljeno. Pogrešam na podlagi informacij, ki sem jih dobila od strani občank in občanov po pogovorih direktno. Marsikaj je bilo obljubljeno, zelo malo zrealizirano, nikoli pa ne dobijo realne povratne informacije. In jaz mislim, da bi bilo veliko manj nezadovoljstva in veliko več strpnosti in blatenja po socialnih omrežjih, če bi občani in občanke dobili povratno informacijo, kakšno je stanje in zakaj določene stvari, ki so bile obljubljene oziroma so v fazi priprave, še niso zrealizirane. Kako pomembna je komunikacija, kaj ne? Res Še je. kdo replicira? Gospod Preksavec. Ja, najprej na sam trg rešitev, verjetno to vsi vemo, je za obuditev trga seveda obvoznica. Jaz sam ne bi naganjal stanovalcev iz trga, imajo parkirišča zagotovljena tako za osnovno šolo kot pod samo občino ob zdravstvenem domu. Tako da zadeva, bom rekel, ni lahko rešljiva, ni to samo, bom rekel, vpliv občine, da bo, ne vem, poklicala nekam v Ljubljano, pa se bo obvoznica zgradila, ampak moramo vsi skupaj trdo delati na tem, da bomo seveda to zadevo preko DPN-ja spravili tudi življenje. Še gospa Podgoršek Rek in gospod Kotnik, potem zaključimo. Ravno zaradi vseh teh debat, ki jih imamo na to temo, ceste, pa tudi rekla, vodovodi, stanovanja in tako naprej, si resnično želim strateško razvojnega načrta z novim prostorskim planom in le takrat bomo lahko načrtovali, kje bo kaj se bo delalo, ker do zdaj smo brez vizije. Gospod Kotnik.
Hvala za besedo. Zdaj smo prišli od Mariborske ceste do trga, pa pravilno, da smo šli še tako daleč. Jaz, kar se tiče parkirišč v trgu, se ne strinjam, da bi jih bilo dovolj. Seveda, če bo tam uspelo recimo graditi tudi več stanovanjskih objektov Kaiser, verjamem, da bodo potrebe po parkirišču še večje. Kar se tiče pa obvoznice, pa v občini Dravogradu posluha o tem, da bi civilna družba pristopila in pomagala pri lobiranju in pritisku na državne organe za gradnjo oziroma obvoznice, ni bilo. Jaz sem se zauzemal za to, da bi obvoznico, da bi pospešili gradnjo obvoznice v Dravogradu, pa sem bil zatrt strani občine oziroma ni bilo možnega sodelovanja, teda to pogrešam. Pogrešam močno inicijativo, ki je bila povezana tako s civilno družbo, kot tudi z občino in bi na tak način lahko pritiskali na državne uprave, kot po vzoru inicijative Hočemo cesto. To bi jaz želel si isto za Dravograd, zaradi tega, ker ko bo enkrat tretja razvojna os zgrajena do Slovenj Gradca, bomo v Dravogradu imeli velik problem čez trg, ko bo naša kulturna dediščina zelo trpela zaradi še povečanega prometa. Hvala. Hvala lepa, zaključujemo ta del vprašanj oziroma odgovorov in slušalke na ušesa. Poslušajte, kaj sprašuje vaš potencialni volilec. Kakšni so stroški osvetljevanja grajskega zidu, tako kot investicije, kot sedaj tekoči stroški? Na drugi strani pa vodi do tega neurejena makadamska cesta, za katero ni sredstev niti za sprotno vzdrževanje, kaj šele asfaltiranje, tako kot še za mnogo povezav v radiusu 3 do 4 km od centra kraja. Kdaj so v planu te investicije? Gospod Preksavec. Hvala za vprašanje. Zdaj čisto točnega zneska, koliko stane osvetljevanje ruševin starega gradu, ni verjetno zelo malo, gre za leto osvetlitev, tako da verjamem, da ta strošek ne presega, 100 evrov na leto. Kar se tiče cestne povezave do starega gradu, mi smo prijavili projekt obnove oziroma asfaltiranja te ceste v projekt Interreg, to je meddržavno sodelovanje. Jaz verjamem, da bo ta projekt potrjen, tako kot številni drugi, ki so za samo, te ruševine bili prijavljeni od zipline na steklene ploščadi, tako da se bo zadeva reševala. Kar se pa tiče asfaltiranja ostalih cestnih povezav v samem Dravogradu, mi delamo, preko krajevnih skupnosti, katere izberejo nabore teh tako imenovanih protiprašnih zaščit, ki se točkujejo po posebnem pravilniku, ki ga krajevne skupnosti poznajo. Naredi se nabor, seveda je vse povezano z, finančnimi sredstvi, ki so na voljo in se zadeve, rešujejo skladno z nekim dogovorom na občinskem svetu. Gospod Kotnik. Hvala lepa za besedo. Zdaj tudi sam nimam točnega podatka, koliko je stroška z osvetlitvijo, se pa verjetno strinjam z gospodom Preksavec, ki je verjetno kar realno oceno strošek. Kar se tiče pa tega projekta osvetljava grada, to je res ena poživitev Dravograda, tako da jaz se s to zadevo strinjam, ki je bila izvedena seveda preko participativnega dela proračuna občine Dravograd. Glede same asfaltiranja te ceste od Podgrada do ruševin starega grada, je pa to tako, če bo mi uspelo, da bom izvoljen za župana, si bom zavzemal za to, da bomo vsaj enkrat imeli letno zbor krajanov in tako imenovano aktivno občino, kjer se bodo tudi skupine svetnikov za posamezna območja med sabo usklajevala in bomo pač prioritizirali, katera območja je potrebno prej asfaltirati, katera kasneje in na tak način zagotovili, da bo se kraj oziroma da se bojo krajevne skupnosti v Dravogradu med seboj enakomerno razvijale. Hvala. Gospod Čenikar. Kot prvo bi rad omenil, meni se zdi, da tam gor na grad niso porihtana soglasja, meni zaradi tega se ne poasfaltira. Dejansko stroški, zakaj pa nismo naredili kakšne vetrne elektrarne, ampak kaj takšnega, da bi luč osvetlili, če že kaj je to kontra. Kot je omenil Rok, zakaj nimamo, ki bomo gledali ceste, na kak način, ki bomo izvajali, zakaj nimamo nekega programa, sistema, na nek način nareto, okoljo, prijazno, da bi ki bomo delali ceste. Zakaj nimamo komunala Dravograd kakšnega sistema, predlogov, katerizacije cest, kaj je trebno popraviti, ki je to trebno popraviti. Mislim, da tega ni. Druge občine pa imajo. Hvala lepa. Gospa Podgoršek Rek. No, tudi jaz bi malo težko komentirala te zadeve, se pa strinjam, da cesta je vsekakor potrebna, posebej v tistem delu, če želimo razvijati turizem na gradu, potem jo nujno potrebujemo. Gospa Kemperl. Se pridružujem mnenju, da oceniti stroške tem momentu je nemogoče. Predlagam, da občina preveri stanje in obvesti poslušalce, kakšni so stroški. Dejstvo pa je, da imamo kaos na cestah. Kaos iz mojega zornega kota zaradi tega, ker poznamo 3 kategorije cest v občini. Državne, občinske
in gozdne. In ravno zaradi tega nimamo urejenih povezav oziroma nimamo urejenih cestišč. Asfalt ne pogrešamo samo na tem predelu, pogrešamo ga marsikje, kjer je nujno potreben in je bil že tudi večkrat obljubljen. Žalostno je, da moramo vedno posamezniki iniciativo podati naprej. Zakaj občina kot institucija tega ne vidi sama? Po drugi strani pa osebe, ki jim je mar, organizirajo razne dejavnosti in aktivnosti, da se tudi za namene turizma, tudi za namene rekreacije, tudi za namene vzgojno-izobraževalnega programa določene stvari uredijo. Govorim konkretno o gozdni učni poti, ki je bila v letošnjem letu obnovljena in vsaj delno predana svojih osnovni funkciji. Hvala. Kakšni so načrti za vodno zajetje pod Košenjakom Ojstrica? Voda je izjemno slabe kvalitete in ima zelo močan vonj po kloru in obenemu ni več do tega, da bi jo užival, saj je bila nekoč zares dobra voda. Vemo, da se okoli zajetja nekaj dogaja, vendar ne vem, sprašuje ena od vaših volivk potencialnih, da se da to urediti v smeri, da toliko klora ne bi bilo potrebno. Dobra voda je osnovna človekova pravica. Kdo bo prvi? Gospod Čenekar? Kot veste, sem strokovnjak na gradbeniškem področju. Glede tega bom povedal, jaz sem študijska leta delal na mariborskem vodovodu in sem marsikaj doživel, dokazili. No, da odprem to temo, zdaj so se gradili primarni vodovodi, zdaj je potreba po sekundarnih. Mislim, da gospod Tonček dobro pripravljajo na občini, kako bomo na to naučili. Ne, da imajo eni podeželji vodo, eni pa je nimajo. Glede tega, sem sam strokovnjak. V mariborskem vodovodu smo imeli eno analizo, ko je delala non-stop, preverjala vodo kvalitete, na kakšen način, tu v Dravogradu ni. Recimo, potreba komunalo povečati število ljudi, če se gremo tega projekta. Druga zadeva, če je že klorirana voda, vse vemo, da dravsko vodo zdaj pijemo, ker črpajo, ne? Po domače rečeno, neoporečno vodo. Prej smo imeli dobro vodo, zdaj pa pijemo, kaj pijemo. Druga zadeva, zakaj ne najdemo v sistemu mreže? Zakaj nimamo mrežnih sistem? Zakaj nimamo primarne, sekundarne vodovode izrisane? Kot vemo, je krožni sistem. Mora vedno voda teči, ne pa da imamo na koncu ulice mrtve cone. Meni se zdi, da tu izpiranje hidrantov bi moglo biti malo bolj omogočeno. Hvala lepa. Gospod Preksavec. Ja, bom rekel, kar težko včasih poslušam določene zadeve, ampak tudi to je del te predvolilne bitke. Gospod Čenekar verjetno veliko bolj pozna ostale občine, kot pa občino Dravograd, vabim ga na komunalno podjetje, verjamem, da mu bodo z veseljem odprli vrata, pokazali letni plan vzdrževanja cest v naših občini, prav tako letni plan vzdrževanja javnega vodovodnega sistema. Kar se tiče vprašanja gospe poslušalke, lahko rečem, da sem sam sodeloval v skupini za vodo, ki je bila ustanovljena na zboru krajanov pred leti. Mi smo takrat, bom rekel, res ogromno energije usmerili v to, da se na tem delu vzpostavi vodovarstveno območje. Kot veste, od leta 2015 to vodovarstveno območje vzpostavlja država oziroma vlada Republike Slovenije, ki pripravi tudi vse strokovne podlage za to. Mi, bom rekel, mesečno skoraj da pišemo na ustrezne institucije, kako se zadeva odvija. Vprašanja so, da je tik pred zdajci, da se bo to vodovarstveno območje vzpostavilo in to vodovarstveno območje bo končno enkrat tudi povedalo, kaj je v določenih pasovih dovoljeno in kaj ne. Kar se pa tiče klora, vsi kloromati so avtomatski, klorira se v tistih minimalnih količinah, meri se na 5 minut in po podatkih, ki so tudi dostopni na javnem komunalnem podjetju, vsebnost klora ne presega 0,15, maksimalno 0,20, kar je pa tudi, bom rekel, tisti res minimum od minimuma. Pa še to informacijo, 31. septembra smo občine Dravske doline podpisali pismo o nameri, s kateri smo izrazili željo oziroma namero, da se bomo skupaj prijavili v nov projekt vodooskrbe, s katerim želimo obstoječe vodovodne sisteme nadgraditi, se pravi zamenjati klor kot dezinfekcijsko sredstvo z UV filtracijo in dezinfekcijo, hkrati pa seveda pristopiti k posodobitvi sekundarnih vodov in izgraditvi vodovodov tam, kjer jih še ni. Gospa Podgoršek-Rek, ste še želeli odgovoriti na No, vprašanje? jaz držim tukaj tudi kar stekleničko vode, ker je to naša prva točka v programu, poleg strateškega razvojnega načrta, ker poslušamo že leta in leta težave v zvezi z vodo, predvsem z klorom. Bi omenila tudi to, da sem sama kot občinska svetnica že večkrat prej podala pobudo, da bi se karkoli spremenilo. Še na seji meseca junija sem predlagala in pohvalila občino Radlje, ki je prešla na ultraviolično filtracijo vode,
Pa bom rekla, da sem na tisti seji dobila tudi malo posmehljive, rekla, in poglede, in pa mogoče tudi kak posmehljiv komentar, da je treba pač vse to dobro naštudirati. Jaz verjamem, da vsi tisti, ki so prešli že na ultraviolično filtracijo, niso prešli kar tako na to zadevo, ampak so verjetno te stvari tudi dobro proučili. O ultraviolični filtraciji se govori že leta in leta in je to tudi znana zadeva, mislim, da to ni tako nepreverjena zadeva in zato se zavzemam, da bomo prešli na ultraviolično čiščenje vode, zamenjavo tudi vodovodov povsod, kjer je potrebno. Skrbi me pa pri vodi tudi, rekla, krajevna skupnost Libeliče, ki je še zmeraj v bistvu ima vodooskrbo sama čez in to bo tudi treba urediti. Gospod Kotnik. Hvala lepa za besedo. Torej, kar se tiče teh zbiralnikov vode na Ojstrici, tu je bila res ustanovljena takrat skupina glede vode in so pač imeli to idejo, da naredijo to vodovarstveno območje. S tem, da kolikor je meni znano, ko so ti strokovnjaki gledali to vodo, so ugotovili tudi to, da se verjetno voda lahko kontaminira tudi z tem, ker teče voda po površju, nato pa se zbira pač v teh ceveh do zbiralnikov. Sam sem mnenja, ker nimam na sebi težkih nahrbtnikov, da se tega ne bi mogel prvoščiti, da lahko naredimo novo analizo in ugotovimo, kje točno je problem, da se voda klorira. Ker če voda se bo klorirala seveda še naprej, jaz se s tem strinjam, je jasno, da brez klora vode verjetno ne bomo mogli imeti, ampak je pa dejstvo to, da če želimo narediti nekaj, da bomo čim manj klorirali vodo, da bomo imeli čim boljšo naravno pitno vodo, je potrebno narediti konkretno analizo in pač poiskati primerne rešitve. Zdaj to, da naredimo mi vodovarstveno območje v obliki 13 hektarjev dobrih kmetijskih zemljišč, kjer ima pašna skupnost tudi svoje govedo in podobno, sem mnenja, da pač je potrebno iskati boljše rešitve. Hvala. Gospa Kemperl. Ja. Jaz močno upam, da je bil 31. september samo manjši spodrsljaj gospoda Preksavca, ker ti bilo bi imaginarno pričakovati, da na dan, ko ne obstaja, podpišemo sporazum. Ja. Malo na šalo. Po drugi strani pa občina Dravograd ima dovolj vodnih virov, ki so kvalitetni in bili z lahkoto pokrivali celotno področje in zahteve in potrebe občanov in občank. Kaj pa je meni še bolj zaskrbljujoče kot pa ta klor in druge oblike čiščenja in filtracije vode. Letošnje poletje je bilo sušno poletje in premnogi občani, ki imajo lastne vire vode, so se srečali s težavo, da so imeli premalo vode. To so dejstva, ki bi jih morali na občini predvideti in najti rešitev za to. Kar je pa še bolj žalostno, dotični ljudje so raje sami reševali nastalo situacijo, ki je življenjskega pomena, namesto da bi se po pomoč obrnili na občino, ker so bili mnenja, da ne bodo dobili nobene prave rešitve. Vodo zaključujemo. Kratka replika, no to pa res moram zdaj replicirati. Kar se tiče suše, se strinjam, mislim, da občina Dravograd bila ena izmed redkih, kjer ni bilo uvedenih restrikcij porabe pitne vode. To pove, koliko je bil vreden ta projekt. Kar se tiče pomanjkanja pitne vode, se strinjam, ni pa res, da se občani ne obračajo na vodo. Mi smo zvozili na 10.000 litrov vode s pomočjo naših gasilcev, nazadnje v Libeliče, subvencioniramo to zadevo tudi tako, da tisti, ki imajo svoje zajetje, a treba je vedeti, da javne vode nikoli ne bomo mogli pripeljati v vse, bom rekel, zaselke in pa v hribovskih kmetij. Kar se pa tiče UV zaščite, Radlje še vedno klorira vodo, jo bo kloriralo, zato ker UV dezinfekcija in pa UV filtracija je razlika, tu se pa strinjam z gospodom Šenekarjem, naj sodi stroka v teh zadevah. Najlepša hvala, gospod Preksavec, z vašo repliko, ki ste mi jo vsilili mimo grede. Pardon. Zaključujemo. Še drugi meni možnost po take vsiljene replike. Zaključujemo naše soočenje, malo bolj humorno in sicer zaključimo s tem, da vsak pove, kaj je po horoskopu in kaj je tista značilnost, zaradi katere naj vas obkrožijo na glasovnici. Gospa Kemperl, prosim. Glede na to, da je moje horoskopsko znamenje riba, bi od mene pričakovali, da sem sramežljiva, introvertirana, da si ne upam. Zagotavljam vam, da sem popolno nasprotje vsega naštetega. Nisem specialist za horoskop, ampak po pričevanju in pripovedovanju prijateljev sem živo nasprotje to, kar moje horoskopsko znamenje ne bi predstavljalo. Razen to, da sem zanesljiva, to pa drži. Gospa Podgoršek Rek. Ja, jaz sem pa po horoskopu tehtnica, zato včasih tudi oklevam malo levo, malo desno, mogoče včasih predolgo, znam se pa tudi hitro odločiti. Tako da tudi mogoče nisem čisto
v tem delu tehtnica, res pa je, da vse ostalo, kar drži, da imamo rade lepe stvari, s tem se pa strinjam. In ste diplomatski. Gospod Kotnik. Hvala. Sam se na ta astrološka znamenja ne poznam, vem edino, da sem po horoskopu rak, to je vse, kar vem. Kaj to pomeni, pa ne vem. Sam sem pač mnenja, da občina Dravograd potrebuje spremembe. Jaz sem mlad zagnan človek, ki imam ambicije, ki imam, bom rekel, ideje, ki bom prinesel tisti sveži veter, ki bo prinesel občini Dravograd pot razvoja, ker konec koncev statistični podatki, s katerimi se občina danes sooča, so nezavidljivi. To, da Dravogradu pravijo mesto duhov, ni ravno v ponos Dravograjčankam in Dravograjčanom, tako da moja ideja je to, da prinašam spremembe, prinašam novo vizijo, prinašam prihodnost Dravograda. Hvala lepa. Raki so sicer domoljubni, pa gospod Šenekar. Po horoskopu sem ribica, tako da imam so partnera, vodno žival imamo tudi tukaj. No, jaz se vedno sprašujem, zakaj ne bi enkrat sodelovali skupaj. Mi zdi, dovolj bo sovraštva tega ena sem tja, ne. Jaz sem pripravljen vedno sodelovati, ne glede, če bojo volitve kak šli, jaz prijem na občino, se pogovorim, tako v Trbonjah recimo na primer, ko smo vodo delali skupaj, smo se pogovorili, naredili so dobili ljudi vodo, ne. Prvo bi pa rad pomenil samo, da smo pripravljeni za spremembe in mislim, da je čas. Sočutje je tista lastnost, ki jo pripisujemo ribam. In še gospod Preksavec. Sam sem po horoskopu ovn, za ovne veste, da so trmasti in tudi moj karakter je tak, da bom rekel, ljubim probleme, še bolj pa ljubim reševanje teh problemov. Sem res človek, ki nikoli, mislim, da do sedaj nisem obljubil nekaj, kar nisem mogel potem izpolniti. Tako da tudi v nadaljevanju seveda bom ponudil svoje izkušnje, svoje znanje občankam in občanom v novem mandatnem obdobju, zato verjamem, da bomo še skupaj pisali mnogo uspešnih zgodb. Najlepša hvala za obisk v studiu Koroškega radia, spoštovane kandidatki in kandidati. Za najvišjo funkcijo v občini Dravograd, poslušalkam in poslušalcem hvala za pozornost. Jutri bodo v našem studiu kandidati za župana v Mežici s Katjo Gole. Danes pa sem bila z vami Karin Potočnik. Kmalu naslišanje. Lokalne volitve 2022.